In zdaj, da bi vam pokazal, zakaj je to relevantno in zakaj bi se praktično vsakdo od vas mogel tega lotiti, ne vem povem tako zgodbo. Ker marsikdo se, ko mu to omenimo, osebna blagovna znamka, neka medijska razpoznavnost in tako naprej, se kar malo prestrašiš, ali pa sečeš, pa se jaz sem v neki business-to-business branži, se to sploh ni relevantno zame in tako naprej. Torej, marsikateri podjetnik ne seče, pa se to sploh jaz ne morem uporabiti. Ampak, dajmo si pogledati. Nizozemska. Zame je bila Nizozemska vedno en zelo zanimiv trg. Torej, jaz sem začel nekje leta 2014, sem začel z mojimi izobraževanji o investiranju in delu z denarjem. Jaz sem predtem zgubil zelo veliko denarja, ker sem pač zaupal napačnim ljudem v finančni industriji in tako naprej in sem vlagal potem po njihovih nasvetih moj denar. In zato, ker sem ga zgubil zelo veliko, sem potem sam začel raziskovati, kaj se tukaj dogaja in kako lahko seveda bistveno bolje delaš z denarjem in ga pametno vlagaš. In potem, ker sem se dosti tukaj stvari naučil, sem ugotovil, da 99% ljudi na tem svetu nima pojma o teh stvareh, o katerih tudi sam nisem imel pojma prej. In zato sem začel potem izobraževati na mojih izobraževanjih udeležence mojih seminarjev prav o teh tematikah. No in ena zanimiva država, torej bil sem takrat že nekajkrat v Angliji in v nekih drugih državah, ampak potem se mi je zdela Nizozemska ena fantastična priložnost. Zakaj? Zato, ker ljudje tam zelo veliko vlagajo in ima tudi seveda zelo visok standard. Poleg tega sem imel pa tudi kar nekaj kontaktov tam, tako da sem rekel, ok, to bi bila lahko ena taka dobra država, v katero bi lahko plasiral svoje seminarje in bi lahko začel tam predavati. In zdaj, mi smo imeli leta 2015, to je bilo 29.9., smo imeli v Sloveniji enega gospoda, ki se imenuje Kevin Green. Torej, imeli smo z njim eno izobraževanje. Kevin Green ni iz Nizozemske, je iz Anglije. Ampak njegov menedžer, to je tisti, ki ureja vse te njegove seminarje in se dogovarja za vse posle in tako naprej, je pa en gospod iz Nizozemske. In ta gospod iz Nizozemske, imenuje se Arnold, je tudi takrat prišel s Kevinom Greenom v Slovenijo. In moja ideja je bila seveda takoj, ko sem videl pač to priložnost, seveda priložnost je treba vedno zahrabiti, moja ideja je bila, da bi se že takrat manj navezal stike z njim in se poskušal dogovoriti, da bi tudi seveda sam kot predavatelj kdaj prišel na Nizozemsko, zato ker on je največji organizator seminarjev na Nizozemskem. To je on, to je ta Arnold, je predaval že skupaj z Robertom Kiyosakijem, s Kim Kiyosaki in tako naprej. Potem tukaj vidite z Tonyjem Robbinsom, torej on organizira tudi seminarje Tonyja Robbinsa, je tisti glavni promotor za celoten Benelux. To je njegova firma, successgids.nl, torej največji promotor oziroma organizator seminarjev na Nizozemskem in delajo z vsemi temi velikimi imeni. In seveda, takrat, ko je bila ta priložnost, ko je prišel v Slovenijo skupaj s Kevinom Greenom, sem rekel, ok, dajmo malo potipati, kaj bi se lahko radilo. In ko smo se pač tako malo usedli na večerji in tako se malo pogovarjamo, sem mu tudi sam se omenil, da tudi sam bi prišel na Nizozemsko kot predavatelj, malo sem tam govoril in tako naprej. In rezultat vsega skupaj je bil, da je to lepo zelo vljudno ignoriral. Torej, sploh ni niti tako, da bi rekel ne, kaj ta me zanimanja, ampak preprosto je sploh ignoriral vse, kar mu govorim glede te tematike. In smo imeli še naprej lepo večerjo in je to vse super in cool, ampak seveda, da bi se karkoli zgodilo glede Nizozemske, pa seveda se ni. No, takrat si mu malo začal. In seveda si tudi malo potrd, ker normalno si misli, da se lahko nekaj naredi, pa se ni nič naredilo. Ampak potem, v naslednjih letih se je pa zgodilo naslednje. Prvič, zgodila se je moja knjiga. Napisal sem torej knjigo, The $1 Million Decision, in jo izdal. Postala je takoj Amazon bestseller in ta knjigica je prehitela tudi Tonyja Robbinsa kot hot new release na Amazon in pa bila je tudi najbolje prodajana angleška Kindle knjiga na Nizozemskem. In še v nekih drugih državah in tako naprej. Potem so prišli prevodi v mandarinščino, izdana je bila v Tajvanu, bolgarščina, izdana je bila v Indiji tudi in tako naprej.
Potem sem imel en kup seminarjev po svetu, ki mi jih je pač in knjiga in vse druge stvari, ki sem jih počel, so mi pač to omogočili, da sem lahko seveda šel na različne trge z mojimi seminarji. Ni nobeden bil Nizozemska od teh trgov, ampak bil sem v Angliji, to je bilo recimo na seminarju Export Empires v Londonu, kjer sem si delil oder z Garyjem Vaynerchukom. Tukaj je bilo recimo 2000 ljudi na mojem seminarju, to je bil največji seminar do zdaj. Tako da, to je bilo recimo v Rusiji, kjer sem bil eden od 3 glavnih predavateljev na največjem dogodku o investiranju v Rusiji, to je bilo lani. Letos sem bil potem še enkrat, jaz sem se ravno včeraj vrnil z tega dogodka, na katerem sem si pa delil ravno pred 2 dnevi oder z Brianom Tracyjem, tako da so tukaj vidva glavna govorca. Potem en kup medijske pozornosti je bilo, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini, tako da sem dobil od intervjujev, torej to je bil kanal A pa RTV Slovenija, ampak to je bil pa intervju recimo na ameriški televiziji, Newsmax TV, v Rusiji in tako naprej. Skratka, en kup stvari se je zgodilo. In seveda, te stvari sem jaz tudi objavljal na mojih social networks, torej na Facebooku, na LinkedInu in tako naprej. Poleg tega imam tudi eno tako majhno e-mail bazo, kjer so noter v tej e-mail bazi so vsi potencialni promoterji, ki sem jih kadarkoli spoznal. In sem jih vedno potem vprašal, če jih pa lahko tudi malo smo v stiku, jih malo obveščam in tako naprej, kaj se dogaja. No in tudi pač radi Nizozemca sem to vprašal takrat, ker smo bili v Sloveniji in je tudi rekel, ja, ne problema, ne, saj pač je bilo bolj tako, pustimo pri miru, ne, ampak kul, lahko me obveščaš. In jaz sem vsako toliko, vsakih nekaj mesecev, sem tej majhni skupinci, to je bilo nekaj 10 ljudi, to ni bilo milijon ljudi, ampak nekaj 10 ljudi, torej nekaj 10 socialnih promotorjev, sem jim pošiljal vse te svoje dosežke. In čez nekaj časa, to je bilo decembra lani, dobim pa tale mail od Arnolda. Hi Robert, how are you doing? And how are your courses going in Slovenia and international? Perhaps we can Skype again, see if our current goals are matching. To tisti, ki ne razumete, torej živijo Robert, kako grejo tvoji tečaji v Sloveniji in mednarodno, mogoče bi se slišala po Skypeu in videla, če se najni cilji zdaj nekako ujamejo. Torej, v Skypeu mi je pa potem že v prvih stavkih rekel, zdaj bi bil pa čas, da naredimo kakšen seminar tvoj na Nizozemskem. In kaj se je potem zgodilo? To je bil moj prvi seminar na Nizozemskem, to je bilo aprila letos. In to je bil potem še 2-dnevni seminar, torej ta prvi je vedno tisti preview, ko imaš dejansko samo za pokušino in je brezplačen za stranke, tale pa potem tisti, ki je pa plačljiv. In imeli smo zelo lepo skupino in smo dosegli na Nizozemskem rekord po višini prihodkov na seminar. Po seminarju mi je Arnold rekel, da je bilo to prvič, da se mu je zgodilo, da bi po temu previewju vsi kupci, ki so kupili, da ne bi niti eden odpovedal in da potem ne bi prišel na tega. Da je to prvič v njegovi zgodovini. In je bil izredno zadovoljen in s prihodki in z vsemi stvarmi drugimi, in dejansko je bila celotna epizoda zelo uspešna za oba. Zdaj pa mi povejte, v čem je bila razlika med 2015 in 2018, ko mi je pisal tisti mail? Prej Robert Tolih ni bil nič, vsaj ne mednarodno, potem pa je nekaj postal. Razumete? Torej, pred letom 2015 jaz nisem sploh razumel, kaj je personal branding. Nisem razumel, kaj je osebna blagovna znamka. Potem, ko sem enkrat spoznal, kaj pomeni osebna blagovna znamka in sem jo začel sistematično graditi, potem se je vse spremenilo. Čisto vse. Zdaj, knjiga, te stvari, ki sem jih pokazal, te stvari niso bile stvar naključja. Vsaka od teh stvari, ki sem jo naredil, je imela en jasen cilj.
in je bila en korak na poti do mojega cilja. In moj cilj je bil, da si zgradim eno dobro prepoznavno osebno blagovno znamko. Ker sem takrat spoznal, da lahko s tem orodjem preprosto imam bistveno večje uspehe kot brez tega orodja. Tako da osebna blagovna znamka ni samo sve za predavatelje, okay? Ampak je lahko za praktično katerega koli podjetnika eno izjemno orodje za grajenje vašega podjetja in zato, da boste bistveno bolj uspešni v prihodnosti. Tako da zdaj boste, ko bomo šli naprej, boste tudi videli, kako je lahko seveda začeti raditi sami, ne glede na to, v kateri branži ste. Jaz temu rečem tako, da grajenje osebne blagovne znamke je lahko način številka 1, da boste pospešili rast svojega podjetja in da se boste obvarovali pred morebitnimi gospodarskimi krizami, ohladitvami in tako naprej. Torej, če bomo imeli še naprej lepo gospodarsko rast, vam bo to itak naredilo vaše podjetje kar 2. Če pa bo malo zagustilo na trgu, potem vam pa osebna blagovna znamka pomagala, da boste seveda obdržali svoje stranke in pridobili še marsikatero drugo stranko. Zakaj? Zato, ker v slabih časih, ko ljudje malo šparajo pri denarju, se seveda obračajo le na strokovnjake. Na strokovnjake, ki so vidni v nekih branžah. Tako da, ko recimo v neki gospodarski krizi, ki je bila leta 2008-2009, tisti, ki so na trgu niso imeli problemov, so bili ljudje, ki so imeli že zgrajene osebne blagovne znamke. In vsi ti ljudje, ki jih tukaj vidite, so, vsaj ta 2, so izredni torej ljudje, ki so introvertirani. Elon Musk je izredno introvertiran človek. Steve Jobs je bil izredno introvertiran človek. Ampak oni so kljub temu, da so introvertirani, so šli v načrtno izgradnjo svoje osebne blagovne znamke. Seveda, oni so šli na globalni ravni, da pišejo o njih vsi mediji in tako naprej. Jaz mogoče tudi na malo nižji ravni, ne? Mogoče nekdo od vas bo rekel, aha, mene tudi ne zanima mednarodno, boste začeli v Sloveniji. Pa tudi nekateri med vas ste business to business. Vas sploh ne bo zanimala neka širša publika. Se tudi mene ne zanima širša publika. Jaz nisem jaz nisem v rumenih časopisih. Mene zanima biti, okay? Ker moja ciljna publika ne bere rumenih časopisov. Tako da mene ne zanima, da bom pač v Lady, ali ne vem kaj so pač ti časopisi, pa slovenskih novicah. Okay? Ampak me zanima pač, da sem v medijih, ki seveda so primerni za mojo ciljno publiko. Tako če boste nekomu običajnemu Slovencu rekli ime Robert Rolich, bo rekel, kdo je pa to, ne? Okay? Ampak če boste pa nekomu iz moje ciljne publike rekli Robert Rolich, bo pa rekel, Robert Rolich. In to je to. Tako da ne razmišljate o osebni blagovni znamki, kot da morate biti znani kot Paris Hilton. Okay? Je lahko to zelo omejena ciljna skupina in imate še vedno izjemno moč, ker seveda vas ne zanimajo vsi. Zanimajo vas seveda samo vaše potencialne stranke, potencialni partnerji. Poglejmo najprej, zakaj so osebne blagovne znamke danes tako pomembne. Glejte, to je Virgin. Virgin vsi poznamo, ga je tudi Daniel prej omenjal kot podjetje od Bransona. Torej, Richard Branson ima seveda en kup podjetij in vsa so pod okriljem blagovne znamke Virgin. In zdaj, če greste na Twitter, boste videli, da Virgin ima 239,000 followerjev, sledilcev. Ampak, če pogledate Richarda Bransona, ima pa 12,5 milijona sledilcev. Če isto naredimo z Teslo, ki je ena od najbolj znanih in najbolj seksi blagovnih znamk na svetu, vidite, da ima 2,5 milijona sledilcev. Elon Musk 21 milijonov. Zakaj? Kaj bi rekli? Točno to. Torej, ljudje se ne poistovetimo z podjetji, ampak se poistovetimo z ljudmi. Torej, bistveno lažje se nam poistovetiti z drugimi ljudmi, kot pa z nekimi korporacijami. Gre za neko identifikacijo, za neko poistovetenje. In tukaj je ta moč osebne blagovne znamke.
Kdo je tole? Piše Volkswagen, pa tudi piše Hans Dieter Pötsch, ne? Ok, ne vem, če sem pravilno izgovoril. Se ni važno. Ampak, kdo tega gospoda pozna? Nobody, ne? Kaj se je zgodilo, ko je Volkswagen imel tisto veliko afero za izpušnimi plini? Kaj se je takrat zgodilo z Volkswagenom kot firmo? Delnice so padle za koliko? Za 50%. Volkswagen je v nekih dneh zgubil 50% tržne vrednosti zaradi tiste afere. Seveda je to povzročilo paniko v vodstvu Volkswagena, ker delnica ti izgubi od ene take firme, da ti izgubi 50% vrednosti, to je katastrofa, ne? Mislim, totalna. In sedaj so takoj razpisali tiskovno konferenco. Na tej tiskovni konferenci so se opravičili in bla 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 in povedali, kaj zdaj počnejo in vse te stvari. Vse by the book. Ampak, moče tisti, ki ste spremljali to afero, a moče veste, kaj se je zgodilo po tej konferenci. Odgovor je bil nič. Nič se ni zgodilo. Isto kot da ne bi imeli. Nobenega učinka na trg, nobenega učinka na stranke. Čist nič. Elon Musk naredi predstavitev za Cybertruck. To ste verjetno tudi vsi spremljali. Neprobojno steklo, povržijo one jeklene krogle, no to se razbije. Ups. Torej, mislim, tako katastrofa, ne? Mislim, celotna prezentacija je grafu, ne? Kaj se zgodi? Dobi 200,000 novih naročil za avto. Spet eno najbolj uspešnih lansiranih novega produkta na svetu. Zdaj, v čem je razlika? Tudi on je potem seveda bil čez 2 dni, se takoj se pojavil v medijih, povedal, v čem je bil problem, da so najprej nabijali po vratih s to macolo in šele potem metali v steka in tako naprej. Ampak dejansko ljudje so navadili na ta Cybertruck. Zakaj? Kje je razlika med Volkswagenom in med Teslom? Točno to, da Elona Muska ga poznamo, ima zgrajeno osebno blagovno znamko. Unga gospoda, teda direktorja od Volkswagena, pa nobeden ne pozna. In karkoli pove, je popolnoma relevantno. Ker seveda, če ti nekoga ne poznaš, mu ne zaupaš. Okay? Če nekoga ne poznaš, mu ne zaupaš. In zato ima Tesla takšno moč, da tudi če nekaj zavozi, tudi če nekaj, ne vem, zamujajo z modelom 3 za ne vem koliko mesecev, ni panike, pač on pride, se opraviči in ljudje so spet happy. In to je to. In delnica je spet gor. In ni nobenega problema. Zakaj? Zato, ker je pač on osebna blagovna znamka, ker jo gradi, ker se pojavlja, ker ima svoje mnenje, ker zagovarja določene poglede, ker dejansko ima nekam, ker je nek miselni vodja v svoji branži. Okay? In se pokaže. Tesla's market cap triumph owes much to Brand Musk. Torej tudi ekonomisti, tudi, bom rekel, ta uradna znanost, neekonomska, priznava, da seveda je osebna blagovna znamka lahko izredno pripomore k blagovni znamki nekega podjetja. Zdaj, že Napoleon, ne, je bil znan po temu, torej, če gremo zdaj na področje vojne, vojska. Lead from the front. Torej, na vojnem področju, pri vojskovanju, je zelo znan ta princip lead from the front, torej vodi z ospredja. V njegovih časih je bil rek, ki so ga njegovi tisti, ki so se bojali proti njemu, skovali skupaj, je bil rek, da njegova prisotnost na čelu vojske je kot da bi imel dodatnih 40,000 mož na bojišču. Samo s tem, da se je on pokazal na čelu vojske. Zato, ker je imel tako močno osebnost, ker je znal komunicirati, ker se je pokazal, ker je bil na ospredju. In zdaj ta princip lahko vsi uporabimo tudi v poslu. Okay? Če si boste moče eno stvar vzeli z tega mojega predavanja, vzemite si tole. Dajte se v svojem poslu pokazati. Ne biti v ozadju. Biti v prvih bojnih vrstah vašega podjetja. Dajte svojo sliko na spletno stran, povejte, kdo ste, komunicirajte vi z vašimi strankami, podpišite se pod vso komunikacijo, dajte svojo sliko zdraven, povejte, za čem stojite, povejte, proti čemu se borite,
povejte, kaj je tisto, kar so vaše vrednote, zakaj ste v tem poslu, povejte svojo zgodbo in tako naprej. In s tem boste za svoje podjetje naredili 100-krat več, kot z vsemi možnimi prodajnimi in marketinškimi pristopi, ki jih lahko zdaj delate. To je samo s tem, da se pokažete v ospredju vašega podjetja, da ste vi tisti, ki je obraz vašega podjetja. In zelo veliko uspešnih podjetnikov, tudi če so introvertirani, to razume in to aktivno počne. Študija The Visible Expert. Firma Hinge je naredila to veliko študijo med tisočimi podjetniki oziroma nekimi strokovnjaki in njihovimi kupci. In oni so hoteli ugotoviti, koliko je to, če je nek ekspert viden in razvija osebno blagovno znamko, koliko to vpliva na njegove prihodke. In so ugotovili naslednje, da podjetniki, ki imajo razvito osebno blagovno znamko na globalnem nivoju, so jih potem primerjali z drugimi. Torej prvič, s podjetniki, ki imajo razvito osebno blagovno znamko na lokalnem nivoju, recimo v neki državi ali pa v nekem področju, in pa so jih primerjali z podjetniki brez razvite osebne blagovne znamke. Skratka, te 3 tipe podjetnikov so primerjali po zaslužkih. In kaj so ugotovili? Ugotovili so, da če si ti bil brez osebne blagovne znamke, se zaslužil pač toliko, 100. Če si imel lokalni nivo, je bilo plus 292%, če si pa na globalnem nivoju, pa plus 1340% tvoji prihodki. Torej, že s tem, da ti na lokalnem nivoju, v omejenem lokalnem nivoju, gradiš svojo osebno blagovno znamko, da se pokažeš, da vodiš z ospredja, lahko povečaš svoje osebne dohodke za 292%. A bi to nekaj pomenilo za vas? Dvignite roko, če bi to za vas bila ena velika sprememba. Cool, ne? In jaz sem lahko direktno povem, da to je 100% res. Zato, ker sem to doživel na lastni koži. Primer. Včasih sem tudi precej svetoval strankam na področju marketinga. Tega ne počnem zdaj več osebno, torej nimam več osebnih svetovanj, zato ker preprosto nimam časa, ker imam preveč mednarodnih seminarjev in vsega drugega, tako da sem to pač malo dal na stran. Ampak en tak primer bi vam pokazal. Jaz sem imel na mojemu temu seminarju o investiranju enkrat dve gospe, ki sta vodili svojo zavarovalno agencijo. In ta zavarovalna agencija se imenovala Troja Team. In zato, ker smo se na izobraževanju kar dobro ujeli, ker jaz pač na mojih izobraževanjih malo govorim o teh provizijah, ki si jih finančna industrija zaračunava in kateri so slabi in dobri finančni produkti in tako naprej. In sem videl, da imate kar tudi tako podobno filozofijo in da ne delate nekih neumnosti pri ponujanju zavarovalnih polic, kot jih dela pač zelo veliko teh finančnih svetovalcev. Sta me potem tudi hoteli najeti kot marketinškega svetovalca in sem rekel, ok, pač, takrat sem še to počel. No in kada sem začel delati z njima, je bil to njihov pristop. To je pač njihova spletna stambla, ampak na takšen način so se oni predstavili. Smo torej Troja Team, vse zavarovalnice na enem mestu, smo super, najugodnejši, najprimernejši, največji strokovnjaki, največjo podporo nudimo, vse smo najboljši, ne? Zdaj, to je kot da bi še rekel, ne, si predstavljate, da bi prišli na kakšno spletno stamblo zavarovalnih agentov, ne pa da bi pisalo, ja veste, mi pa res ne ponujamo dobrih stvari, ne? Mi pa res ne pomagamo našim strankam, ne? Skratka, vsi v branži govorijo iste stvari. V večini branž, ki jih vidim, in ki jih pač to malo z marketinškega velika malo ocenjujem, večina podjetij je zelo podobnih. Dela se tam podoben način, nobeden se ne razlikuje od nobenega, vsi so v tisti sivini. In oni so imeli točno takšno situacijo, da so bili v čisti sivini, enaki kot vsi drugi. In zdaj, ko sem jaz malo bolje spoznal, sem rekel, da se mora, svoja prva stvar je pri marketingu, da se moraš razlikovati od konkurence. In zdaj, kako se razlikovati od konkurence? V branži, kjer vsi ponujajo več ali manj iste stvari. Vsi govorijo, da so najboljši, vsi govorijo, da so prijazni do strank, vsi govorijo, da znajo najbolje svetovati, vsi govorijo vse iste stvari. Kako se lahko razlikuješ? Odgovor je?
Osebna blagovna znamka. Preprosto, če ti začneš osebno blagovno znamko graditi, boš takoj 3 korake pred konkurenco. Tako, če pogledate zdaj njihovo spletno stran, je tole. Lead from the front. Pokaži se takoj. Dobri punci zavarovalništva. Do te ideje smo prišli, ker smo bili na sestankih in smo se pogovarjali, kako bi lahko se oni ne razlikovali, in sta mi rekli, da je enkrat ena vodja ene zavarovalnice in je rekla, no, vidi, da ste pa res dobri punci. In sem je tako pokropala in sem rekel, aha, dobri punci zavarovalništva. In je to za njihov brand. In potem seveda tudi začeli sta pisati članke. Na spletni strani imate tudi zgodbo, tudi tukaj sem nekaj, tudi jaz pomenjen, da sem jim pomagal pri vsej tej zgodbi in tako naprej. Tako da je čist en drugi nivo, kot je bil prej. In zdaj je situacija v tej branži takšna, da oni dve z osebno blagovno znamko sta čist ločeni od vse druge sivine. Vsi drugi so enaki in oni dve sta nekaj posebnega. In če se odločaš zdaj, torej prej si se odločal med 10 različnimi zavarovalnimi agenti in si se odločal, po nekom naključju, ker so bili vsi v sivini, vse enaki. In si dejansko zbral enega od 10 in vsak si je dobil enega. Zdaj se pa dejansko stranka lahko odloča med njimi in med vsemi ostalimi, ker so naredili tako veliko razliko. A je to razumljivo? Torej, samo s tem, da se ločiš od konkurence, da vodiš z ospredja, lahko narediš en ogromen premik v svojemu podjetju. To je en tak odličen način tudi, če ne najdete v svoji branži načina, ko se bi res konkretno razlikovali od konkurence, je to lahko dobra rešitev za vas. Odlična rešitev za vas. Recimo isti primer ali pa podoben primer sem imel z eno arhitektko. Spet, branža, arhitekti, vsi enaki, če nisi ravno v tisti špici, ko tudi mediji pišejo o tebi in tako naprej, so dejansko vsi enaki. In spet, kaj smo naredili? Osebna blagovna znamka. Torej, gradimo osebno blagovno znamko in ta osebna blagovna znamka pritegne stranke. Okay? Torej, glavna prednost osebne blagovne znamke je, da vam ne bo več treba se toliko truditi za nove stranke pridobiti. Stranke bodo včeraj prihajati k vam. Tako kot je Arnold sam prišel k meni. Ni bilo treba meni aktivno prodajati samega sebe, njemu, ampak je prišel sam do mene. Zdaj bom še enkrat malo preveril. Kdo misli resno v prihodnosti delati na temi? Čisto da malo preveril. Ok, super. Zdaj, kot sem prej rekel, to je en tak ongoing proces, ki se ne konča po 2 dnevih, ampak moraš stalno delati na tem. In jaz sem zdaj že na nekaj mojih seminarjih ljudem omenjal in jih opozarjal, da je to ful pomembna zadeva. In dobil sem en kup tudi vprašanj, kako zdaj, če tudi omogočamo tudi nekaj naprej, če omogočamo še dodaten program na to tematiko. In zato sem nekje pred 1 mesecem začel zelo intenzivno razmišljati, da bi tudi mojim strankam ponudil nek tak malo daljši program, ki jim ponudil eno tako malo večjo podporo pri grajenju osebne blagovne znamke. In rezultat tega je en program, ki ga bomo začeli januarja in ki vam bo omogočil ali pa vam bo pomagal, da boste skupaj z mano gradili osebno blagovno znamko step by step in da vam bom jaz pomagal osebno na vseh teh korakih do vašega cilja. Zdaj, tisti, ki vas zanima nekaj več o temu, bi si vzel zdaj še par minut, preden zaključimo, da vam malo ponazorim, kaj to je. Potem pa tisti, ki vas bo resno zanimalo, bomo potem po zaključku tega seminarja, bomo šli še tam do tole sosednjo dvorano in bomo vse mogoče tako še 15 minut, da bom še razložil nekaj bolj podobnosti. Zdaj pa mogoče samo tako na hitro, samo da vidite, zakaj se gre. Torej, grajenje osebne blagovne znamke je lahko ena od najbolj pomembnih stvari za prihodnost vašega posla. Jaz sem to videl na lastnem primeru in to vidim tudi na primerih en kup mojih strank. In zato je pametno slediti enemu zelo preverjenemu, sistematiziranemu pristopu, kako to narediti, kako to izpeljati. S tem boste prihranili leta in leta časa in energije in se obvarovali marsikatere napake, kjer lahko dejansko ful stvari tudi zgrešite in čist zavozite vse skupaj. In ko boste enkrat zgradili osebno blagovno znamko,
ali pa vsaj na dobri poti, da jo gradite in boste šli skozi te korake, boste seveda imeli osebno blagovno znamko, ki vam bo celo življenje prinašala veliko denarja in tudi svobode. Torej, Power Personal Branding je ime tega programa in traja 6 mesecev. Torej, ne gre čez noč, vzeli si bomo 6 mesecev časa in začeli bomo januarja. Imamo tudi datume, ampak o datumih bomo potem kasneje. Torej, 6-mesečni program in enkrat mesečno se bomo dobili v živo v Ljubljani. To je 6 poldnevnih srečanj, zdaj to razmišljamo, da bomo imeli kar celodnevna, bomo tukaj še malo videli, ampak bo tako zelo konkretna zadeva. Majhna strogo omejena skupina, torej tukaj ne bo nek masivni seminar, to bo majhna skupinca okrog 20 oseb, zato da bomo lahko osebno delali z vsakim. In posnetki vseh srečanj bodo na voljo tudi seveda na zaprti spletni strani, tako da tudi tisti, ki recimo ne vem, kdaj ne boste mogli biti, ali pa tisti, ki boste hoteli še enkrat iti skozi vsebino, ker bo taka vsebina, ki boste morali iti še enkrat skozi in podobno, bodo na voljo pač na zaprti spletni strani tudi posnetki. Za nedoločen čas. In med srečanji boste že implementirali. Torej, to ne bo samo znanje, ampak boste že tekom srečanj implementirali stvari in jaz vam bom dal že feedback in boste že popravili med srečanji in mi še poslali nazaj, dokler nisem jaz zadovoljen. Torej, recimo, vsi, ki boste šli v ta program z mano, boste tudi napisali svoj članek, svoj prvi članek. In jaz sem vam pomagal do naslova, do vsebine in tako naprej in ko ga boste napisali, boste mi ga poslali in jaz sem vam dal feedback. In vam povedal, naslov, gledajte, ta ni preveč udaren, dajte recimo tole. Tukaj prvi odstavek, ki ste zelo šibko začeli, dajte raje uporabiti eno tako zgodbo. In tako naprej. Torej, dokler ne bomo zadovoljni, da se ne bom spustil iz svojih rok. Ker dejansko bomo šli res po korakih in šli do konca. Tako da bo implementacija že med srečanji. In imeli bomo tudi posebne dodatne video vsebine in orodja in pripomočke, ki jih bom tudi dal vmes med srečanji, zato da vam pomagam pripraviti vse te materiale, ki jih potrebujete in pri grajenju vseh vaših preko potrebnih materialov. Šli bomo torej skozi celoten ta sistem, skozi vse elemente, zelo podrobno in implementirali vse te stvari tudi v prakso. Tako da, po korakih bomo prišli do fantastičnih rezultatov. In seveda tukaj noter v programu je nekje 20 let izkušenj, pa zelo veliko tudi finančnega vložka v vse programe, ki sem jih sam šel skozi, da sem pridobil ta znanje. In tisto, kar moram poudariti, je to. Če ste na YouTube, ne boste dobili pristopov, ki bi vam tukaj dejansko pomagali. Zato, ker sem tudi sam že bil, jaz sem se vse te stvari naučil od zelo dragih coachingov. Recimo najdražji, ker sem ga pač plačal, zato da sem prav gradil osebno blagovno znamko, je bil $24. Zato, da mi je Raymond Aron pomagal pri tem procesu. Prej sem veliko čekal tako, da če vprašaš katerega koli uspešnega podjetnika, ko so uspeli, bodo vedno povedali, da so imeli v svoji karieri vsaj enega izjemnega mentorja. In v tem programu bom jaz poskušal biti ta vaš mentor, ki vam bo pomagal pospešiti to pot do izjemne osebne blagovne znamke, ki vam bo seveda nudila zelo veliko denarja in prenašala zelo veliko svobode. Ko boste implementirali vse te stvari, boste priznani kot prva izbira v svoji niši, boste lahko postavili višje cene, to je ena izjemna korist programa in grajenja osebne blagovne znamke, da lahko postaviš višje cene in da ljudje brez problema kupijo. Pritegnili boste stranke kot magnet in brez usiljevanja. Kot je recimo ta Arnold meni napisal sam potem mail in me sam kontaktiral, isto se mi je zgodilo v Rusiji. Ko sem jaz potem z drugimi promotorji začel delati, nisem jaz njih kontaktiral, so oni mene. Spet po istem postopku, ker sem gradil osebno blagovno znamko, so me videli in tako naprej.